smo že veliko slišali, tako da bom poskusila biti kratka, včasih lahko kar bolj dolgo predavam o tej tematiki, ker je veliko zapovedati, ampak bom poskusila strniti, ker je veliko v bistvu bilo danes že povedanega. Vsako predavanje vam je v bistvu dalo že kanček vpogleda v to, kako poskrbeti za zdravo medenično dno. Od prvega predavanja, ko smo govorili o tem, kako bi morali zavestno živeti v svojem telesu. Potem je bilo omenjeno tudi, da v bistvu je samo 20% genetike, vse ostalo je na nas. In to še predvsem drži za mišice medeničnega dna, zato ker kaj še vedno v družbi velja, ja, saj to je imela moja mami, pa moja babi, pa pač to imamo vse ženske, pa to je emšo, ampak ne. Ponovno, 80% je na nas in nikoli ni prepozno. Potem smo slišali tudi, da tudi če ne moremo migati se in veliko vaditi, lahko vadimo z jezikom, lahko vadimo tudi z mišicami medeničnega dna. To so notranje mišice. Tako da tudi če se težje premikamo, lahko vadimo. Vadba za mišice medeničnega dna ni potrebno, da je 1-urna pilates vadba na dan. Vi lahko te mišice vklopite v vaše vsakdanje življenje. Se bomo nekaj malega potem še povedali, kako. Jaz bi vam mogoče najprej povedala mojo zgodbo, zakaj sem postala v bistvu taka ljubiteljica mišic medeničnega dna. Skoraj 10 let sem živela v Franciji, kjer sem tudi rodila prvo hčerko. Tam dobijo vse mamice po porodu na napotnico rehabilitacijo mišic medeničnega dna. In potem smo se preselili nazaj v Slovenijo in sem tukaj rodila drugo hčerko. In me je moja ginekologinja samo čudno gledala, ko sem jaz njo prosila za napotnico. Zato ker pač super nosečno, super porod, zakaj bi pa vi to rabili, saj boste delali keglove vaje doma. Koliko mamic ali žensk na splošno dela keglove vaje doma? To je prvo, ne? Drugo, kako vemo, da jih pravilno delamo, tretjo, keglove vaje tudi niso za vse. Odvisno je res od stanja vaših mišic medeničnega dna, ali so primerne ali ne. Ker tako kot je bilo tudi rečeno, mišice je potrebno tudi sproščati, ne samo krepiti. Tukaj sem vam predstavila, kje sploh so mišice medeničnega dna. Ker velikokrat, ko imamo predavanja, delavnice, pa vprašam, kje pa so mišice medeničnega dna, nekje tukaj. To rdečo tkivo, ki ga vidite zgoraj v medenici, so naše mišice medeničnega dna. Tako da niso nekje tukaj, ampak so v bistvu tukaj spodaj. Tukaj pa jih lahko vidimo predstavljene, kot jih ponavadi pač v večini literature vidimo predstavljene kot eno mrežo. Jaz jih velikokrat primerjam s trampolinom. Če si predstavljamo trampolin, naše telo je trampolin, naše mišice medeničnega dna so mreža in otroci so medenični organi, torej debelo črevo, maternica in mehur pri ženskah, pri moških pač en organ manj. Torej otroci so pa naši medenični organi, ki lepo skačejo po tej mreži. 1 leto, 2, 3, 40, 50. Kaj se zgodi, če ta trampolin uporabljamo mi tako dolgo? Mreža na neki točki oslabi in se povesi. Samo zdaj, pač trampolin, mi lahko menjamo trampolin, lahko menjamo mrežo. Kot je bilo že rečeno, mišic pa ne moremo menjati. Tako da je na nas, da te mišice okrepimo. Ampak je zelo pomembno, da jih občutimo, da jih znamo zavestno aktivirati in zavestno sproščati. Zato je pomembno, da zavestno živimo v svojem telesu. Po mojih izkušnjah je to ena izmed večjih problemov današnjega sveta. Mi tako hitro živimo, da stvari delamo, brez da bi sploh razmišljali, kaj delamo. Ne živimo več v svojem telesu. Telo nam marsikaj sporoča, ampak mi ga ne znamo več poslušati. Tako kot je bilo že rečeno, stvari se ne zgodijo iznenada, ampak se pripravljajo. Naši organi ne zdrsnejo kar tako ven z našega telesa, ker se jim pač je tako zazdelo, ampak to dolgo traja. Zato redno hodite k ginekologom, ginekologinjam, da vas preverijo. Ko se zdrs organov prične, več tega ne čutite, ampak se je že pričelo. In takrat je potrebno reagirati. Prve kapljice, ki jih občutite,
so alarm, nekaj ni več tako, kot je bilo. Takrat je treba reagirati. S pravilno, intenzivno, redno vadbo za mišice medeničnega dna se da ponovno okrepiti naše središče. Druga stvar, ki pa je pa, govorili smo tudi o tem, da zasijemo navzven. In res je pomembno, da imamo tukaj vse urejeno. Za marsikatero žensko v bistvu to, da je inkontinentna ali da ima zdrs organov, vpliva na njeno samopodobo, vpliva na njeno samozavest. Ženske v bistvu potem grejo ven, ves čas iščejo stranišča, ok, tu bom zdaj v bistvu šla, lula za vsak slučaj, ali predolgo držijo, kar tudi ni dobro, nosijo dnevne vložke, ogromno je tega, tudi pri mladih mamicah opažam, da nosijo dnevne vložke. In v bistvu prilagodijo svoje življenje njihovi situaciji, namesto da bi situacijo reševale. Še enkrat poudarjam, mišice medeničnega dna so mišice. Lahko jih ponovno okrepimo in dobimo nad njimi nadzor. Sama sem imela po drugem porodu težave z uhajanji, ampak sem ponovno okrepila svoje središče in zdaj lahko grem na trampolin s svojimi otroci. Jaz nisem proti trampolinom, ker to je tudi tako moderno. Ja, mamice nimajo kaj delati na trampolinu. Ne. Ni dobro, da mi zdaj vsak dan ne vem koliko ur skačemo na trampolinu, ampak otroci obožujejo trampolin, tako da če bi mi gremo enkrat na mesec z njimi na trampolin, naši organi ne bodo padli ven. Ampak moramo imeti pa okrepljeno medenično dno, da bomo sploh lahko šli na trampolin in pri tem obdržali suhe hlačke. Zato se v bistvu sama vadba za mišice medeničnega dna začne že zelo zgodaj. V 20 letih, 30 letih, tukaj se prične, zato da se ognemo težavam kasneje. Nikoli pa ni prepozno. Moja najstarejša klientka je imela 77 let. Zelo lepe rezultate smo imeli skupaj, tako da nikoli ni prepozno. Jaz vedno vam podam informacije o 3 stebrih preventive za zdravo medenično dno. Tudi to smo že nekaj malega govorili o tem. To so pravilno odvajanje, dihanje in drža. Pravilna drža ni samo za zdravo medenično dno, ampak na splošno tudi za zdravo telo, za stabilizacijo telesa, težave s hrbtenico in težave z mišicami, z medeničnim dnom. Mišice medeničnega dna so v bistvu temelji naše hiše, našega telesa, ki podpirajo naše organe, ki skrbijo za zadrževanje, odvajanje plinov, urina in blata, nudijo stabilnost hrbtenici in so zelo pomembne tudi za spolno doživljanje. Tako da, ko damo telo v pravilno držo, v bistvu one ne rabijo prekomerno biti aktivne. Ker če smo mi, če si predstavljate, da stojimo tako, torej usločimo hrbet, to velikokrat tudi mladim mamicam ostane po nosečnosti, ali pa zato, ker nosimo pete. V bistvu našo medenico, ki je kot ena sklečka, obrnemo in naši organi, ki so v tej sklečki, pozijo ven. In kaj je naloga mišic medeničnega dna? Da v bistvu dajo kontra, utež, da ti organi ne padejo. Zato, če mi poravnamo v bistvu našo držo, poravnamo medenico, damo naše organe v pravilno lego in te mišice ne rabijo po nepotrebnem delovati. Pravilna drža. Tudi ko sedimo, ramena nazaj, sproščena in se poravnamo. Ne to, zdaj pretiravam, ampak ni osločenega hrbta, ampak zasuk, pravilen zasuk medenice. Dihanje. Zaradi hitrega življenja, stresa, v bistvu že zelo zgodaj v otroštvu nehamo pravilno dihati. Tudi prej nas je opozarjala, da moramo med vadbo dihati. Dihajte, dihajte. Tudi jaz sama vidim, da ko pridete k meni, delamo skupaj vadbo za mišice medeničnega dna, kar ne dihamo. Kar ne dihajte, dihajte, ne pozabimo dihati, dihanje je pomembno, ampak pomembno je tudi pravilno dihanje. Pravilno dihanje je trebušno dihanje. Z vdihom napolnimo trebušno votlino in z izdihom
izpraznimo. Ne dihamo plitko iz prsnega koša. In tudi za ta pravilen stisk mišic medeničnega dna je pomembno, da se z vdihom pripravimo in z izdihom aktiviramo mišice medeničnega dna. Zakaj? Zato, ker je v bistvu to povezano z diafragmo. Diafragma je naša dihalna mišica. Tukaj poteka in je povezana z mišicami medeničnega dna. Ko mi vdihnemo, se diafragma spusti in v bistvu pritisne navzdol in te mišice medeničnega dna, ta naša mreža, se lahko sprosti. Ko pa mi izdihnemo, gre diafragma, potuje navzgor in te mišice medeničnega dna se rahlo aktivirajo. To je kot ena tak pahljača, če si zamišljate, ali pa eno valovanje. To je zelo nežno, to niso močni stiski in močna sproščanja, ampak to bi naj ves čas delovalo v eni harmoniji. Not, navzdol in navzgor. Zato priporočam, da si vsaj enkrat dnevno vzamete 1 minuto za vas in se predihate in se sprostite in se poravnate. Vsak ima 1 minuto na dan. Okay? Pravilno dihanje. S pravilnim dihanjem boste v bistvu spravili vaše telo v harmonijo. Ker če mi ne dihamo pravilno, smo tu ves čas v enem krču, tudi naši organi ne morejo delovati pravilno. Ne? Kar se tiče drže, bi še mogoče malo povedala o tem, da velikokrat opažam, da predvsem ženska, ko stojimo, noter držimo trebuh. Trebuh not, prsi ven, ampak s tem, ko me aktiviramo po nepotrebnem naše trebušne mišice in vlečemo navznoter, aktiviramo tudi mišice medeničnega dna. In tega me ne čutimo. Veliko žensk zaradi stresa v bistvu nima toliko težav z šibkim medeničnim dnom, ampak prenapetim medeničnim dnom. Oboje vodi v motnje delovanja, ampak večinoma vsi govorimo, ja, imaš preslabe mišice. Ne, velikokrat smo prenapete. In ko smo že prenapete, še tega ne čutimo. Ampak občuti se to lahko kot ena napihnjenost v medeničnem predelu, težje odvajamo, smo bolj zaprte, spolni odnosi so neprijetni, če dolgo sedimo, nas začne boleti. Različne stvari, vaginalni pregledi, recimo pri ginekologu, so boleče in neprijetni. Odraža se pa to tako, da če si predstavljate, da ko smo napete, pa imamo ramena malo preveč navzgor. Pa nam vsi rečejo, malo se sprosti, tako si napeta. Jo, kaj se pa nisem, ne? In pol nam pokažejo, ne, v bistvu bi mogla tvoja ramena biti tukaj. A tak bi v bistvu mogla biti moja drža, tukaj bi jaz mogla imeti ramena ista z mišicami medeničnega dna. Jaz v bistvu delam s pomočjo vizualizacije, ko vas učim te mišice aktivirati in sproščati. In ko se priklopimo, takoj že vidimo, ali ste prenapete, tako sprostite se, predihajte se in pol se to vse sprosti. Tak bi moglo to biti, ja. Ne, tako da, če čutimo, da smo tukaj napete in da čeljust stiskamo, je napeto tudi naše medenično dno. Ja, tako da ne pozabimo na naše središče. Tukaj je naša ženska energija. Od tu ven bomo potem sijale. 3. steber pa je pravilno odvajanje. Tako urina kot blata. Pa bi začela moče z urinom. Po domače, kako gremo ženske lulat. Zdaj, moške ne vem zdaj točno, koliko si kaj vzamete čas, ampak za nas pa bolj vem. Nikoli nimamo časa, lulamo hitro in gremo hitro. Medtem ko še teče, si že jemljemo papir, se že brišemo in že gremo dalje. Kako bi pa mogle lulati? Lulamo vedno tako, da se vsedemo. Vedno se vsedemo v miru. Če vam je neprijetno na javnih straniščih, dajte si papirja. Koliko hočete. Porabite papir, sebe ščuvajte, ne tega papirja. Dajte si ga gor, se lepo vsedete, poravnajmo držo. Ne lulajmo tako. Prvič, če se ne vsedemo, zakaj to ni dobro? Ker če se ne vsedemo, v bistvu so naše stegenske mišice aktivne. In medenično dno se ne more sprostiti zdaj. Če imamo že tu vse zakrčeno, pa tu pa še dol pritiskamo, ne moremo se lepo sproščeno polulati, tako da se vsedemo, vse mišice lepo sprostimo in se ponovno poravnamo.
tu je v bistvu palec dol, ker to ni za odvajanje, je pa za uriniranje. V bistvu poravnamo hrbtenico, zato ker če smo sključene, je tako, če si predstavljate, da vrt zalivate s cevjo, pa cev stisnete. Pritisnemo po nepotrebnem nam trebuh in pritisnemo tudi na sečevod in ne moremo normalno lulati, če smo vse sključene. Tako da se poravnamo, jaz rada zaprem oči, grem zavestno v svoje telo in potem počakamo, da začne curek teči sam. Zato, ker naše telo ne potrebuje naše pomoči, da se izprazni. Mišice medeničnega dna točno vejo, da ko se vsedemo in se sprostimo, se morajo one sprostiti. Ena izmed njihovih funkcij je, da v bistvu naredijo tak en lock, torej zaprejo pot in ko se sprostimo, se one sprostijo in ta lock odprejo. To je naslednji signal mehurju, ki se začne sam krčiti in s tem sprazniti. On ne potrebuje naše pomoči, da mi pritiskamo dol na njega. To ga samo moti in tako zmedemo, zdrmamo mehur in posledično celotno medenično dno. Tako da vam polagam na srce, tudi moškim, čeprav je za vas malo drugače, ampak tudi moče boljše, da se vsedete, zavestno, pojdite v svoje telo, se predihamo, vdih, izdih, to je ta naša minuta, tako da dajte si 1 minuto, ko greste lulat. In si jo vzamite in se vsedite, počakajte, da začne curek teči sam. In v tistem trenutku, ko lulate, si rečite, kako se zdaj počutim, kaj se zdaj dogaja v mojem telesu. Takrat so vaše mišice medeničnega dna najbolj sproščene. In curek bi naj bil miren in enakomeren. Ne da se penica že dela pa vse. Tudi se naj ne bi ustavljal. Če traja en čas, preden sploh curek priteče, pomeni, da se s težavo sprostite. Lahko delate tudi teste, to se je včasih tudi kar dosti delalo, ampak priporočljivo res, da zaustavimo curek urina med uriniranjem je samo kot test. In to vam je tudi en test o stanju vaših mišic medeničnega dna. Ali zaustavite curek urina, ali se nič ne zgodi, se prekine, pa se potem spet začne, ali se prekine, pa ne morete več potem urinirati. Različni testi so, različne rezultate lahko imate in že to vam je en pokazatelj o stanju vaših mišic medeničnega dna. Ampak torej zavestno pojdimo lulat, po domače. Potem pa še, kar se tiče odvajanja blata. To je tudi zelo, zelo pomembno. Upam, da imate vsi doma na stranišču pručko. Če nimate, poskusite že danes ali jutri s kupom knjig ali preprosto tiste lesene pručke, ki jih imamo skoraj vsi doma, si damo pod noge. Zakaj? Ker bomo iskali ta položaj, kot vidite tukaj, torej kolena morajo biti višje od kolkov. Stranišča, kot jih poznamo danes, so pač moderna stranišča. Za nas ljudi bi bilo idealno, da bi še vedno uporabljali čučalice. Tako da pač zdaj, ker pač nimamo več čučalic, iščemo položaj čučalice pri odvajanju blata. Ponovno, hrbtenica ne bo pri tem lepo poravnana, ampak zdaj ne bo v 90 stopinj, ampak se nagnemo naprej. In kolena višje od kolkov. Ponovno ne odvajamo blata, tako da naredimo, pa ne dihamo niti. Pritisnemo na medenično dno, gre naše telo ven krč. Če gre naše telo ven krč, mišice medeničnega dna tudi objemajo debelo črevo. Bojo ga dale pod napačen položaj. Tudi izhod okoli našega anusa se v bistvu mišice medeničnega dna potekajo vse povsod. In če jih ne sprostimo, potiskamo skozi zaprta vrata. Tako da sprostimo, ne pritiskamo, predihamo trebušno, kolena višje od kolkov. Idealen položaj bi bil v bistvu tak, da naše komolce položimo na kolena, glavo kar na roke in si vzamemo čas. Se sprostimo. In gre veliko lažje. Tudi če nimate težav, ker velikokrat mi pravijo, ja, pa saj nimam težav, ja, ampak vseeno, začni uporabljati pručko, da jih ne boš imela in potem vsi ugotovijo, kako je to fajn. Koliko je v bistvu to lažje.
Torej, dihanje, drža in predvsem odvajanje, da naši organi ostanejo v njihovi lepo pravilni legi, ne da jih mi že z našimi vsakdanjimi navadami potiskamo in pritiskamo navzdol. Pa če še na hitro bom malo drugače povem, vadba za mišice medeničnega dna, vadba za zdravo medenično dno. Najbolj poznane so keglove vaje, ampak ponovno keglove vaje niso za vse. Če je vaše medenično dno prenapeto, si boste z nepravilnim izvajanjem keglovih vaj naredili več škode kot dobrega. Ko sem jaz v bistvu ugotovila, da pri nas pa ni tako razširjeno, v bistvu ozaveščeno, kaj lahko delamo z mišici in kako v bistvu uporabljati mišice medeničnega dna, sem potem v Franciji izobrazila za uporabo metode biofeedback, za same mišice medeničnega dna, torej pelvic floor therapist, in uporabljam fizioterapevtsko napravo, s pomočjo katere lahko preko ekrana spremljamo aktivacijo in sproščanje vaših mišic. V bistvu torej preko ekrana dobimo vpogled, kaj se dogaja, kako vi aktivirate te mišice, kako jih znate sprostiti. In da lahko pridemo sploh do tega, je pomembno, da ste sposobni v bistvu vaše telo sprostiti. Izklopiti moramo motilce, to so trebušne mišice. Velikokrat bomo rekli, aktivirajte mišice mišičnega dna, pa kar tako vlečemo s trebušnimi gor, pa medenico nekaj plešemo. Ne. Ko naredimo pravilen stisk mišic medeničnega dna, se naše telo ne premakne. To je notranji stisk. Tako da v bistvu se potem naučimo izklopiti motilce, trebušne mišice, stegenske mišice. Vaše telo lahko zaspi. Vse, kar potrebujete, je ker od tu potuje signal, in vaše mišice medeničnega dna. Tako da jih ozavestite in ozavestite ta notranji stisk. Potem je pa seveda ta vadba lahko malo tudi bolj zabavna, tako da delamo pač s pomočjo različnih animacij in je individualna, ter se prilagaja vsakemu posamezniku. Tam zgoraj lahko vidite kot en lotusov cvet. Jaz velikokrat dam, da vam je lažje razumeti, kako ta stisk v bistvu sploh izvajamo, da si predstavljate, da imate v bistvu med stegni odprt lotusov cvet, ki ga s stiskom zapirate in vlečete navzgor v medenico in z sproščanjem, raztezanjem navzdol mišic ga odpirate. In ga zapiramo in odpiramo. Končala bi pa z mislijo, da medenično dno je ogledalo naše duše. Poskrbimo za njega. Velikokrat so te notranje mišice spregledane, ker so pač notranje, ne vidijo se, nekih simptomov povezanih z motnjami delovanja jih tudi pač, se to nič ni, dokler je res tako hudo, da brez plenic ne moremo, pač ker pride lahko do tega, seveda ne to jutri, ampak po 70., 75. pa ni potrebno. Ali pa se zbudimo, nekaj, eno bulico začutimo. Se pravi, organi ne zdrsnejo kar tako z danes na jutri, to se pripravlja. In zakaj rečemo, da je ogledalo naše duše? Zato, ker v bistvu se ves stres, čustvene, nerešene travme, naše počutje odražajo tukaj. Tako kot tukaj, ko smo zakrčene, napete, tako smo tudi tukaj napete. Ko me plitko dihamo in smo pod stresom, v takšnem stanju je naše medenično dno. Tako da poskrbimo za naše središče, za boljši jutri. Najlepša hvala.